Hej, sem že malo boljša, tokrat sem pozna samo 2,5 meseca. Ta video sem snemala zadnjega aprila, ko je bilo veliko bolj vroče, kot sem pričakovala, kar se mi vidi, ker na koncu že več ne vem, kaj govorim. Sicer pa vključuje video tudi ekskluzivni intervju s kobilico, tako da uživajte. Kot sem že povedala v prejšnjem videu in mislim, da tudi predprejšnjem, sem začetek leta preživela z mladinsko književnostjo. Najprej sem prebrala Košarkar naj bo, potem Raznašalka kruha. To je v bistvu zelo luštna knjigica, zelo estetske ilustracije. Trio Golaznikus, prvi del, Ne bi smel odpreti tistih vrat. In pa potem še Malega princa, ki je ena mojih najljubših knjig sploh, tako da nisem jih trpela. Ko sem opravila ta izpit, sem si zelo simbolično privoščila 5. del Heartstopperja, ena mojih najljubših serij sploh. Na prvem letošnjem srečanju Book Cluba smo brali roman Fredrika Backmana Tesnoba do roba. V bistvu se vse vrti okoli enega dogodka, okoli ropa in pa potem zajema talcev v enem stanovanju, ki se ravno kar prodaja. Mi izvemo različne informacije od teh različnih ljudi, ki se tam nahajajo v tistem trenutku in je v bistvu tak, ker ne gre za detektivski roman, ampak v bistvu na nek način gre, ker v bistvu zgodbo spoznavaš isto skozi zasliševanje, kot bi v nekem thrillerju ali pa detektivskem romanu. Lessons in Chemistry mi je bila odlična knjiga, zelo sem uživala, všeč mi je, ker je bila točno tisto, kar sem v tistem trenutku potrebovala, neko tako berljivo, zabavno, ampak tudi relativno globoko, naprimer, knjigo. Sem pa bolj, ker sem bila toliko navdušena nad njo, šla gledati tudi serijo, ki pa je bila obupna in je sploh ne priporočam. Pol sem si želela nekaj romance in sem prebrala Love on the Brain od Ellie Hazelwood. Njena prva knjiga, The Love Hypothesis, mi je bila zelo všeč, ampak ta pa iskreno ne. Hej, čebela. Se mi zdi, da če pri seks sceni skoraj bruhaš, verjetno ni najboljše. The Island of Missing Trees je en najlepših zapisanih romanov, ki sem jih prebrala. Jezik je res krasen. Poleg tega pa se mi zdi, da je ta njen pristop do opisovanja narave tak lep in nekaj, s čimer sem se lahko res poistovetila, da sem res uživala. Sama zgodba mi je bila mogoče malo manj všeč, oziroma je že na začetku razkrita vsebina vsega, kar se zgodi kasneje. In te mogoče ene stvari zato, ki bi te res prizadele, te mogoče zato ne toliko, ker pač veš, da se bodo zgodile in je mogoče zato tudi proces branja malo manj razboljiv, ampak tako pravim, opisi narave pa živali to vse odtehtajo. Kot veste, je serija A Good Girl's Guide to Murder ena mojih najljubših in januarja sem prebrala tudi 5. knjigo Holly Jackson, Five Survive, o prijateljih, ki so na poti na počitnice, spring break in se znajdejo ujeti v avtodomu, ker jih je nekdo tam ujel. Upam, da se tega črička ali kobilice ne sliši bolj kot mene, po drugi strani pa ima mogoče več za povedati. Se strinjam. Torej Five Survive, kot vedno. Holly Jackson, izjemno berljiva knjiga. Je pa res, da je ta knjiga v bistvu na nek način samo še ena verzija A Good Girl's Guide. Mogoče s to knjigo ni pokazala toliko razgibanosti, ampak meni je bilo to super, ker mi je osnovna serija zelo všeč. Z Book Clubom smo potem brali Achillovo pesem, tako da sem imela možnost še enkrat prebrati eno svojih najljubših knjig. V prejšnjih letih sem prebrala 2 knjigi, Dolly Alderton, Everything I Know About Love, pa Ghosts. Obe sta mi bili relativno všeč, sploh Everything I Know About Love. In sem se zelo veselila, ko sem videla, da je izdala novo knjigo, Good Material. Ampak iskreno mi je bila obupna, res slaba, res sem se težko prebijala skozi. V tej knjigi spremlja enega fanta, ki se je rešil s punco po 4 letih in razmišlja samo o tem. In v bistvu tudi kot glavni karakter ni predstavljen kot kaj preveč zanimivega. Ves čas bereš o njem, ampak me iskreno ni zanimal. Za faks sem potem prebrala Prevzetnost in pristranost, Sapfino pesniško zbirko, pa Euripidovo Medejo. Prevzetnost in pristranost verjetno vsi poznate. Pesniško zbirko se mi zdi malo hecno razlagati. Za Medejo pa ne vem, kaj bi povedala, brez da bi vse spoilala. The Girl Who Fell Beneath the Sea me je večkrat pritegnila v knjigarni, ker mi ima krasno naslovnico, pa tudi zato, ker sem videla, da jo primerjajo Spirited Away. Moram priznati, da mi je s fantazijskimi knjigami včasih malo težko, ker nimam tega
tega dela možganov za razumevanje različnih svetov, v smislu pač težko si predstavljam, kako točno izgleda nekaj, kar je opisano v knjigi. In v tej se je to tudi zgodilo, ker se mi vedno pri fantazijskih knjigah to zgodi, ampak sem iskreno zelo uživala, ker je vseeno knjiga namenjena mlajšim bralcem in se mi zdi, da je tudi mogoče svet zgrajen na način, da si lažje predstavljaš, tudi če imaš mogoče manj izkušenj s fantazijskimi knjigami. Čeprav sem se na začetku malo lovila, sem ful uživala. Ja, mogoče bi tudi sama primerjala malo Spirited Away na nek način. Ponovno sem prebrala knjigo Kleopatra in Frankenstein, tokrat v slovenščini za eno snemanje. Soundtrack, kaj bi pasalo k branju te knjige? Torej najprej ta Daisy, ko sem jo omenila, vsekakor paše, ker sem sprobala. Potem se mi zdi, da bi mogoče Clio znala poslušati. Ravno včeraj sem do konca prebrala Magnolia Parks. Hkrati mi je bilo zelo všeč, da je bil res nek tak Gossip Girl vibe, ki ga do zdaj še nisem opazila pri knjigah, ki niso Gossip Girl. Ampak po drugi strani pa se mi zdi, da se je vseh 400, ne vem koliko strani, dogajala ena in ista stvar in da se na koncu ni zgodilo nič. Kot da bi imela eno epizodo Gossip Girl cel čas na repeat, kar tudi ni tako slabo, tako da v resnici sem uživala. Mogoče me je malo zmotilo tudi to, da če bi vsaj imena znamk, oblačil pa stvari izločil iz te knjige, bi bila vsaj 2-krat tanjša. Pač res temelji na tem, res temelji na tej kulturi, kar je na nek način zabavno, ker me spominja na originalno Gossip Girl, pa tudi na Pretty Little Liars, ampak na eni točki pa postane vseeno malo tečno, ko je v bistvu to point knjige. Zdaj pa imam še nekaj strani Nadležne ljubezni Elene Ferrante, tako da če vas ne moti, se bom lepo vlegla na to travo in brala in verjetno zaspala. Adijo!